Ni Evrope, je pa vsaj avtobus. Dolgo potrpežljivim navijačem je prekipelo. Ljudski vrt so napolnili žvižgi. Nogometaši Maribora niso prvič izpadli iz Evrope, a zdrs ob prvi oviri na poti proti konferenčni ligi je zagotovo zaznamek, ki sodi v najbolj obskurna poglavja vijoličaste zgodbe. Da je izpad boleč, a da so šele na začetku procesa in da bo kmalu bolje, se to lažje odgovorni v Ljudskem vrtu. Na začetku so, ker so se sami odločili tako. Še tretjič v dobrem letu dni. Ko strategijo spreminjaš iz meseca v mesec, vizijo na igrišču pa prilagajaš začetnikom s skromnim nogometnim življenjepisom, je rezultat težko drugačen. In te izloči klub iz kraja, ki še poštene gostilne ne premore. Ima pa moštvo povezano v kolektiv, ki se dobro zaveda svojih pomanjkljivosti in slabosti. Hkrati pa je našlo učinkovit načrt za napredovanje. Paksi ima, kar Mariboru manjka. Bančni izpiski z izplačili za igralce pač ne igrajo nogometa. Individualna kakovost, ki je imajo vijoličasti, kakršnikoli so že, vseeno več od madžarskih pokalnih prvakov, tudi ni dovolj, če ekipa deluje kot zbor za vseh vetrov nabranih rekreativcev, ki so se prvič zbrali, da bi v prostem času malo brcali. Trener Tugberk Tanrivermiš je morda res imel dober načrt, a v 90 minutah, podkrepljenimi z menjavami, ki so se zdele kot vnaprej določene, ne ozirajoč se na dogajanje na terenu, se je njegov masterplan sesul. Zagotovo niso pomagali niti konflikti z igralci, celo staroseljcem, enim redkih, ki se je v karieri že dotaknil lovorike. Da se trudijo in dajejo vse od sebe, je igralce, ki so bolj kot na bojevnike spominjali na sprehajalce, vzel v bran trener. A zgolj pristop, ki bi za nogometnega profesionalca moral biti samoumeven, še ni razlog za hvalospeve. Sploh v klubu, kjer so v nekih drugih časih radi poudarjali, da so rezultati edino merilo uspeha. Ne. Tisti drugi, precej bolj uspešni časi, so le še relikt preteklosti. Zapuščina nogometašev, trenerjev in funkcionarjev, ki so Maribor preobrazili v prvega zastavonošo slovenskega nogometa, je izpuhtela. Nova garnitura svojo pot do zvezd išče z instantnimi rešitvami, ki precej bolj kot klubu koristijo agentom in drugim prekupčevalcem na nogometni tržnici. Zagovorniki nove komande, ki se ne motijo vsaj v tem, da bi Maribor brez Adžuna ili Džalija in njegovega kapitala životaril, bodo tudi v trenutni podobi iskali zametke napredka, se tolažili z vlaganjem v akademijo, izboljšano prisotnostjo na spletnih omrežjih in ne nazadnje v novem klubskem avtobusu. Ta bo v tej sezoni res prišel prav. Vijoličasti so z evropskimi gostovanji opravili, še preden so prvič sedli na letalo. Avgust se je komaj začel, pa je Maribor ostal brez fronte, ki jo je sam razglasil za eno najpomembnejših. S tem, da pri tem zdrsu ni osamljen, se ne more tolažiti. Koper je sedmici z Norveške dodal še petico na Bonifiki. Celje si je po izpadu proti ciprskemu AEK-u zagotovilo vse popravni izpit v konferenčni ligi. Do tretjega predkroga, tretjega UEFA-inega tekmovanja se je čez andorsko oviro vse prej kot zlahka prebila Olimpija. Skromen je letošnji evropski izkupiček za slovenski nogomet. Slovenski? Med 62 igralci, ki so ta teden igrali za naše klube v kvalifikacijah, jih ima le 18 pravico nastopa za slovensko reprezentanco. Zgolj za kontekst, ko bo kak funkcionar nogometne zveze razlagal, kako razvojna je naša liga.